Okej, poskus številka 2. Google Chrome se je nekaj sesul, tako da sem na drugem brskalniku zdaj, upam, da bo zdaj delalo. Torej, to zavedanje, ki sem ga želela z vami deliti, je to, da koliko smo pravzaprav zdaj v tem obdobju, v vsem tem, kar se dogaja, pravzaprav zmedeni in smo nekaj obsojamo neke stvari, zato ker ni neke predvidljive prihodnosti, zato ker ne vemo, kakšna prihodnost bo. Prej smo imeli pač neko predvidljivo prihodnost, torej vsak dan smo isto kreirali, vsak dan sploh smo bili na teh avtomatizmih oziroma mogoče smo celo svoje življenje že zaključili, preden smo ga sploh živeli. A ne, zdaj pa naenkrat vsak dan nekaj drugače, vsak dan je nekaj drugače in smo kot v nekem živem pesku in je treba skozi hitro hoditi, hitro hoditi, hitro hoditi, ker drugače je treba, mislim, se dejansko lahko potopimo v tem živem pesku, a ne. In eno orodje, ki bi ga rada z vami delila, torej to je eno od ključev, torej od 10 ključev do popolne svobode, o katerih govorimo v Access Consciousnessu, je izbiranje v 10-sekundnih intervalih. In sicer, kaj je pravzaprav to, a ne, takole, zdaj gremo tako čez eno tako mini vajico. Torej, predstavljajte si, da so zdaj odzunaj, levi, tigri, strupene kače in do konca življenja imate samo še 10 sekund. Kaj boste izbrali? Okej, teh 10 sekund je konec. Imate naslednjih 10 sekund do konca življenja. Kaj boste zdaj izbrali? Eni ste kaj izbrali, eni niste nič izbrali in se je teh 10 sekund je konec. Imate naslednjih 10 sekund do konca življenja. Evo, celo komentarje vaše vidim. Kako lahko še boljše kot to? Torej teh 10 sekund je konec. Imate naslednjih 10 sekund do konca življenja. Kaj boste zdaj izbrali? Ne, in dejansko na ta način, če začnemo na ta način delovati, torej da izbiramo iz teh 10-sekundnih intervalov oziroma jaz temu rečem, da izbiramo iz trenutka v trenutek, torej da imamo to zavedanje, da lahko vsak trenutek na novo izberemo, takrat resnično začnemo kreirati svoje življenje. Torej, tudi če ste bili 10 sekund jezni, pol naslednjih 10 sekund recite: brez veze, bom rajši jaz spet vesela nazaj ali pa vesel ali pa bom pomirjen." Teh 10 sekund je konec, pol je naslednjih 10 sekund, okej, kako se lahko zdaj zabavam s tem. Pol teh 10 sekund je konec, pol je naslednjih 10 sekund, okej, kakšno akcijo lahko zdaj tukaj naredim, a ne. In dejansko, če tako kreiramo oziroma izbiramo vsakih 10 sekund na novo in imamo to zavedanje, da je, vsaka izbira, ki jo naredimo, samo za 10 sekund dobra in da ni pravih in napačnih izbir, ampak da nam da vsaka izbira neko novo zavedanje, takrat dejansko začnemo resnično kreirati svoje življenje in svojo prihodnost, a ne. In kaj bi radi skreirali kot svojo prihodnost, zdaj, ko ni več predvidljive prihodnosti? Kaj bi radi ustvarili kot prihodnost našega planeta? In ta vprašanja niso namenjena zdaj, da gremo v pa začnemo iskati neke odgovore, ampak samo na podlagi tega vprašanja boste dobili neko zavedanje, se bo prikazala neka energija in potem boste sledili tej energiji, a ne, ko si boste zastavili to vprašanje. In, ja, torej dejansko ta izbiranje 10-sekundnih, intervalih nam tudi omogoči, da ne potonemo, a ne, ker recimo, če pa zavzamemo neki pogled ali pa neko sodbo, dejansko nas to dol povleče, a ne, ker stvari se spreminjajo, vsak dan je nekaj drugačnega, vsak dan je nekaj novega, moramo biti tudi prisotni, in če izbiramo v teh 10-sekundnih intervalih, smo skozi prisotni. Medtem ko če naredimo neko izbiro, če naredimo neko odločitev, pol pravzaprav smo rekli: to zdaj sem naredil to izbiro, sem naredila to izbiro." In damo to tam nekam, potisnemo v nezavedno in nismo več prisotni, ne. Če izbiramo iz teh 10-sekundnih intervalov, smo pa skozi. In tudi če in ena stvar je še tudi tukaj, če izbiramo iz 10-sekundnih intervalov, toliko izbiramo, da se pol niti ne moremo spomniti, kaj vse smo izbrali, in se zato pol tudi ne moremo soditi. Če pa izbiramo na tak stari način, da skušamo najti pravo izbiro, pa se skušamo izogniti napačni izbiri, potem dejansko pol pa tako, ko gre življenje naprej, pa se sodimo za neke izbire, ki smo jih naredili v življenju ali pa ki jih nismo naredili, a ne. In
se obsojamo, zato ker zelo malo izbiramo in če pa izbiramo v teh 10-sekundnih intervalih, pa se sploh ne spomnimo več, kaj vse smo izbrali. In tako sem rekla, lahko izberete karkoli, nič ni narobe, torej oziroma ni prav pa narobe in vsaka izbira, ki jo naredite, vam da neko novo zavedanje. Lahko nekaj izberete, boste rekli, to mi pa ni všeč, to ne bom več izbrala, ali pa, to je pa super, to bom pa še izbirala, a ne, in tako pravzaprav, ko tudi začnete več izbirati, se tudi vaše zavedanje širi, torej imate še več zavedanja, imate več, bolj spoznavate sebe. Tako da, ja, vsepovsod, kjer skušate, mislim, vsepovsod, kjer ste šli zdaj v neke sodbe, delujete iz nekih sodb, ker nimate predvidljive prihodnosti, ker ne morete zaključiti svojega življenja, preden ga sploh živite, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemeljiti pa napokon Shorts, Boys and Beyonds. In za tiste, ki prvič slišite to, kar sem rekla, to je čistilna izjava Access Consciousnessa, ki si jo lahko, več od njej lahko izveste na www.theclearingstatement.com. Tam je bolj razložena, pa tako ena čarobna palčka, s katero razgradimo in uničimo vse omejitve. In vsepovsod, kjer skušate imeti neke predvidljive rezultate, namesto da bi živeli iz tega čudenja in vprašanja in pač dopustili, da se v vašem življenju prikažejo neka presenečenja. Torej, če ste v vprašanju, dejansko vam vesolje lahko dostavi v bistvu še boljše stvari, kakor si vi lahko z umom predstavljate, a ne, ker ni tako, če delujete tako zelo umsko, če delujete tako mentalno in recimo, če dobro tudi vizualizirate, lahko imate neke predstave, na kak način bi se moglo nekaj zgoditi in to predstavlja pol neko omejitev. Če ste pa v vprašanju, pa presežete greste ven iz uma in vprašate in potem vesolje na podlagi tega vprašanja dostavi. In vse, kar vam ne dopušča dejansko delovati iz vprašanja, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemeljiti pa napokon Shorts, Boys. In iz takih odprtih vprašanj, kako lahko boljše kot to, kaj je še mogoče, kakšne so neskončne možnosti, da se prikaže X, Y. Okej, kako se lahko s tem zabavam? In tako naprej. In pol, ko ste v teh ko zastavite to vprašanje, torej, kot sem že prej rekla, se bo nekaj prikazalo, neko zavedanje ali potegnete na ta način nekaj v svoje življenje, a ne, in ja, življenje je čisto drugačno. Namesto da smo jezni in obsojujoči, ker ne vemo, kaj bo, kaj bi pa radi skreirali? Kaj bi vi radi skreirali kot svojo prihodnost? In kaj bi vi radi skreirali kot prihodnost tega planeta? Jaz mislim, da to vprašanje, da so to vprašanja, ki si jih moramo zdaj zastavljati. In ja, in pol delujete iz te energije, a ne, ni treba imeti odgovora, ni treba priti do nekega zaključka, nekega izračuna, ampak samo, okej, kaj bi jaz rad skreiral kot svoja prihodnost, kaj bi jaz rad skreiral kot prihodnost tega planeta. In to je to. In slediš pol energiji. Tako da, evo, to je za danes. Jaz upam, da je bil to prispevek. In še ena stvar, kaj bi bilo potrebno, da praznujete svoje življenje, da praznujete svoje življenje vsak dan. Ne samo takrat, ko je rojstni dan, ne samo takrat, ko je novo leto, ko je valentinovo, ko so neki prazniki, da vsak dan, ko se zbudite zjutraj, praznujete sebe, praznujete svoje življenje. Ker dejansko že to, da se zjutraj zbudite, je čudež. In vse, kar je to zdaj prineslo na plan, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemeljiti pa napokon Shorts, Boys. In skratka, bi praznovali sebe. To energija praznovanja dejansko generira še več tega, kar lahko praznujete. Evo, to pa res, toliko za danes in zdaj se pa poslavljam lep večer še naprej in se vidimo ob kaki drugi priliki. Čau, čau!